Spoštovane gledalke in gledalci, danes bomo spregovorili o zmernosti, vrednoti, ki so jo že od nekdaj kot vrednoto cenili verski misleci, filozofi in zdravniki, v zadnjem času pa ji veliko pozornosti namenjajo tudi v psihologiji. Naš gost je Tihomir Odorčič, zdravnik družinske medicine iz Kočevja, ki poleg svojega rednega dela sodeluje tudi v različnih programih, katerih namen je dvig kakovosti človekovega življenja. Ima 25 let izkušenj kot terapevt v klubu zdravljenih alkoholikov. Veseli nas, da ste danes z nami in lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Zakaj je zmernost na tem svetu tako redka bilka? Ja, ljudje so pravzaprav postavili že zdavnaj neko normo, ko so rekli, da pri dobrih stvarih naj bi bili zmerni, pri slabih naj jih sploh ne bi uporabljali. Vendar to je, da rečemo, lepa želja, ki jo imamo, v svetu je pa zelo drugače. Namreč vse dobre reči, ko jih poskusimo in na nek način se navadimo na nje, nam prinašajo srečo in zadovoljstvo. Sreča in zadovoljstvo sta zelo pomembni v življenju ljudi. In ni šanse, da bi se temu človek izognil. Po drugi strani, tudi industrija, torej bodisi zabavna ali prehrambena ali kakršnakoli druga, je spoznala te, recimo pod narekovajih, slabosti človeka in tako tudi deluje, da je vsega na tem svetu, kar je dobrega, vedno dovolj za ljudi in vedno pripravljeno, da to konzumirajo v čim večjih količinah. Prav to zadovoljstvo, ki ga ljudje imajo pri tem, ali sreča, ki jo dobijo zaradi uživanja v snoveh in dogodkih, nas kliče po ponavljanju. Ponavljanje pa prinaša toleranco ali odpornost ali prenašanje nečesa. A to zahteva čedalje bolj pogosto in stalno obilnejšo konzumacijo. Učinek pa je takšen, da te snovi in doživetja presegajo mere ugodnih držljajev, občutkov sreče in zadovoljstva in na koncu škodijo človeku. Škodijo mu ne le fizično v smislu uničevanja njegovega telesnega zdravja, temveč tudi psihično, ker se s časom začne zavedati, da ne more več gospodariti sam s seboj. Ker se zaradi tega osebnostno spreminja, postaja tudi breme drugim in ne samo sebi. Kaj je to v človeku, kar ga spodbuja, da vedno znova želi ali počne nekaj nezmerno? No, če začnemo že pri osnovni človekovi potrebi po hrani, bomo hitro ugotovili, da ne jemo samo zaradi tega, da bi preživeli. Saj to je tudi v redu. Uživanje hrane ni le zadovoljevanje potreb telesa po energiji, vitaminih in mineralih, torej vzdrževanje kompleksnega biološkega stroja. Uživanje hrane je tudi družbeno, estetsko in kulturološko dejanje. Kot takšno nam prinaša tudi ustrezne občutke ugodja in zadovoljstva. Ti občutki se lahko ponavljajo z obroki in v nas lahko povzročijo številne asociacije na družbo, okoliščine, naprimer neki lepi dopust, na dobro glasbo, na čudovito pogrnjeno mizo, na mojstrovine kuharja ali kuharice. Po drugi strani, ti občutki zadovoljstva ob hrani so lahko nadomestilo za neko nezadovoljstvo, žalost, jezo. Glede na to, da v naših možganih obstaja mehanizem nagrajevanja, ki ga izraža gen delta FOSB, se lahko hitro vzpostavi odvisniški vedenjski vzorec v obliki kompulzivnega ali pač prisilnega uživanja hrane. Takšno uživanje hrane nima več nič opraviti z estetiko in užitki, ki so bili omenjeni. Je navadno prenajedanje brez reda in mere, največkrat v osamljenosti in naglici. Ljudje, ki so mi opisovali takšno početje, so me zelo spominjali na izkušnje alkoholikov, tako imenovanih solo drinkerjev. So mi rekli,
ko me prime za jest, jem in se ne morem zaustaviti. To ponavljam večkrat dnevno in tudi po noči. Saj ne vem več, ali sem bolj lačen ali nesrečen. Pri odvisnostih od hrane je še posebno treba izpostaviti ogljikove hidrate. Ko pojeste nekaj napolnjenega s sladkorjem, vaše brbončice, črevesje, možgani takoj zaznajo njim znano snov. Ta aktivacija sistema nagrajevanja se prav nič ne razlikuje od reakcije na znane snovi, ki povzročajo zasvojenost, kot so recimo alkohol, nikotin in tako naprej. Preobremenitev s sladkorjem povzroči skok ravni dopamina, torej enega nevrotransmiterja v naših možganih, in vas naredi, da še bolj hrepenite po sladkorju. Torej, naučeno nas na nek način kliče, da ponovimo to. Sedaj bi lahko našteli kar nekaj osnovnih človekovih potreb, ki jim ne moremo zapovedati abstinence, torej odpovedi. Torej, zaradi njihove primarne vloge za vzdrževanje življenja in prokreacijo jih ne moremo sami sebi prepovedati in se prav tako nagrajujejo z občutki zadovoljstva v možganih. Naprimer, zaradi tega občutka zadovoljstva in sreče se moški in ženske podajajo v spolne odnose in kot taki predstavljajo ne le zadovoljitev potrebe po razmnoževanju, ampak višek sreče in zadovoljstva zaljubljenega para. Če pride do nesmiselnega in kompulzivnega, torej prisilnega ponavljanja teh odnosov in če pri tem ni več pomembna romantična ali kakršna druga smiselna zveza, če se ne moremo več pogovarjati o vzajemnosti in če se zaradi neuresničitve takšnih spolnih odnosov pojavi tudi osebna kriza, potem lahko govorimo tudi o odvisnosti od spolnosti. V primeru posebne osebne strukturiranosti lahko obstajajo tudi odvisnosti od pornografskih vsebin na podoben način. Kaj je potem takem sploh je odvisnost? Torej, očitno, če ste mene kot zdravnika povabili sem, vam bom povedal, da je odvisnost bolezen, ne pa razvada ali slab značaj, kot bi mogoče kakšni drugi sogovorniki povedali. Trditev, da pri zasvojenosti gre za možgansko bolezen, je podprta z motnjo možganskega sistema nagrajevanja, ki nastane preko transkripcijskih in epigenetskih mehanizmov in se sčasoma razvije po kronično visoki ravni izpostavljenosti državljanov zasvojenosti, kot so recimo uživanje hrane, kot sem prej omenil, ali pa uporaba drog, kokaina ali spolna aktivnost že omenjena, ali ukvarjanje z razburljivimi dejavnostmi, kot so recimo igre na srečo ali pa kakšne druge recimo dejavnosti, ki povzročajo adrenalinske občutke. Že omenjeni delta FOSB, ta genski transkripcijski dejavnik, je ključna sestavina pri razvoju tako rekoč vseh oblik vedenjskih odvisnosti, kot tudi odvisnosti od drog, dovoljenih ali prepovedanih. Že 2 desetletji trajajo raziskave te vloge delta FOSB-ja pri zasvojenosti in je bilo videti iz teh raziskav, da zasvojenost nastane in s tem povezano kompulzivno vedenje se stopnjuje ali oslabi skupaj s prekomernim izražanjem tega epigenetskega izraza. Torej, delta FOSB ni en celoten gen, on je en del gena, ki se izraža in sicer se izraža v enih nevronih, ki se nahajajo v enem posebnem jedru, tako imenovanem nucleus accumbens v možganih, in ker obstaja zelo močna vzročna povezava med izražanjem delta FOSB-ja in odvisnosti, se prav ta delta FOSB danes sicer predklinično in poskusno, da rečemo, uporablja kot biomarker zasvojenosti. Tako kot recimo imate biomarkerje za neke druge bolezni, tako tudi recimo tudi za to možnost zasvojenosti. Tako je ta izraznost ali ekspresija delta FOSB-ja
neposredno in pozitivno uravnava recimo jemanje nekega zdravila, droge ali česarkoli drugega ali aktivnosti neke in nas ozavešča, da bomo, če bomo pač to jemali, bili tudi nagrajeni seveda z občutkom sreče in zadovoljstva in zmanjšuje averzijo. Averzija je pravzaprav, da se nam nekaj gabi. Ne? Torej, manj se nam stvar gabijo, bolj si jih želimo. Med odvisnostmi so nam še najbolj znane odvisnosti od snovi, ki niso neobhodne za naše življenje, katerim se lahko odpovemo, kot so na primer alkohol, nikotin, kofein ali številne prepovedane droge, lahke droge in tako naprej. Poleg navajanja na te snovi zaradi preprostega primarnega ugodja, te snovi tudi imenujemo, da so psihoaktivne. Torej, vplivajo na naše doživljanje, psihično doživljanje, našo duševnost. Recimo med njimi je najbolj znan alkohol. On je hkrati anestetik in analgetik. Zelo ozko terapijsko širino, kar pomeni, da je med odmerkom njegovega terapijskega učinka in med njegovo škodljivostjo, ki je sicer smrtno nevarna, zelo majhna razlika. Zato ne uporabljamo več alkohola v anestetične namene. Mogoče smo videli v kakšnih filmih včasih vojne, ko je pomanjkanje, da so uporabili alkohol za anestezijo. Danes tega ne uporabljamo. Prav zaradi te ozke terapijske širine. Torej med tisto dozo, da nekoga omamite in dozo, da ga ubijete, je zelo malo terapijskega prostora oziroma doze, količine. Nikotin, naprimer. Nikotin je posnemalec delovanja nekaterih najbolj pomembnih nevrotransmiterjev med perifernimi živci. Celo imenujemo nekatere take transmiterje oziroma receptorje na živcih, imenujemo nikotinski receptorji, ker prav nikotin na njih deluje. Kofein recimo deluje na pospeševanje srčnega utripa, rahlo zvišuje krvni tlak. Deluje pa tudi diuretično, pa s te strani tudi znižuje tlak, tako da nekateri, ki ga preveč konzumirajo kofeina, torej kave, se lahko pritožujejo ravno na obratno, na padec pritiska. Potem so tukaj droge, nam zelo znani ekstazi, amfetamin, metamfetamin, marihuana, kokain. Te delujejo na simpatične živce, torej na simpatikus, mi temu rečemo tako. Torej pospešujejo utrip, širijo zenice, dvigujejo razpoloženje. Na drugi strani pa heroin, morfin, opijevi pripravki pa nižajo utrip in ožijo zenice, ter delujejo bolj pomirjujoče in protibolečinsko. Torej, te snovi so resnično dejavne in to na področjih, zaradi katerih jih nihče ne jemlje. Jemljemo jih oziroma jemljejo jih tisti, ki so odvisni za zelo druge namene, kot smo prej omenili, da bi dosegli srečo in zadovoljstvo. Zato pa razvijajo odvisnost preko mehanizmov omenjenega možganskega sistema nagrajevanja. In pravi razlog, zakaj ljudje vztrajajo pri jemanju teh snovi, je na koncu koncev ta bolezen, ki smo jo rekli, da se imenuje odvisnost. Kaj naj bi pa bil vzrok odvisnosti? Ja, zdaj, tukaj se lomijo koplje, kar se pogovarjamo sploh o odvisnosti. Že Rusi oziroma Sovjeti, da jih tako imenujemo, kadar so se borili z alkoholizmom v njihovem času, so popolnoma zanikali kakršnekoli vedenjske vzorce, so stvar obrnili popolnoma na fizično, torej telesno raven. Vendar po drugi strani, tudi to nam namiguje prej omenjeni ta delta FOSB, da je to tudi v nekem smislu resnica. Vendar po drugi strani en zdravnik, ki se zelo veliko ukvarja s temi odvisnostmi, kanadsko-madžarski, ki je pač pred svojim časem emigriral v Kanado, dr. Gabor Mate, je rekel, da je odvisnost bolezen in to, da ni izbira, ki bi jo nekdo imel. Odvisnost ni, kot je on rekel, da ga zdaj dobesedno navedem, ni moralni padec ali etični neki spodrsljaj. Odvisnost ni posledica slabega značaja ali šibkost volje.
kakor to naša družba pogosto hoče reči. Ne. Odvisnost ni niti samo podedovana možganska bolezen, čeprav jo to tako opisujejo nekateri medicinci. Dr. Mate pravi, odvisnost je odgovor na človeško trpljenje. Tudi sam sem se prepričal pri svojem delu, da so vsi odvisniki precej ubogi ljudje, traumatizirani od otroštva naprej, pogosto spolno, telesno in čustveno zlorabljeni, zanemarjeni. Mate nadaljuje v tem svojem opisu, da na tak način, ko se podajajo v odvisnosti, ti ljudje pravzaprav poskušajo zbežati od trpljenja. To je za njih en začasni poskus od trpljenja. Tisto, kar ljudje potrebujejo, da bi ubežali od trpljenja in obsojanja, in to je tisto, s čim se oni na nek način badajo in se borijo s tem. Zato ti ljudje, kar bi od nas potrebovali, ni, da jih obsojamo ali samo nadziramo njihove simptome. Njim je potrebno v bistvu zaceliti njihove duševne rane, s katerimi so prišli do tega, da so odvisni. In če verjamemo temu, kar je povedal dr. Mate, potem lahko spoznamo, da se v boju proti odvisnostim ne moremo omejiti samo na tako imenovani simptomatski pristop. Čeprav sta, bom kasneje tudi mogoče o tem nekaj povedal, sta abstinenca in vključevanje družine oziroma najbližjih v terapevtske skupine neizogibni del zdravljenja in rehabilitacije, vendar je predvsem nujen etiološki, torej ta vzročni pristop, torej videti, od kod so te odvisnosti prišle. Če sta bolečina in trpljenje v osnovi vsake odvisnosti, potem je potrebno predvsem delati prav na tem področju. Treba si je prizadevati torej za zdrave in funkcionalne družine. Treba je onemogočiti sleherno nasilje nad ranljivimi deli prebivalstva. To so otroci, ženske, mladoletni, drugačni. In v primeru, če pride do zdravljenja že nastale odvisnosti, nikoli ne pozabiti na ozadje, iz katerega izhaja odvisnik. Kako se potem sploh kaže odvisnost? Kako jo lahko prepoznamo, glede na vse, kar ste sedaj povedali? Seveda, niso vse odvisnosti enake, kakor tudi ljudje nismo vsi enaki. Vendar bi lahko potegnili nekaj takšnih skupnih črt oziroma značajev teh odvisnosti in njihovih lastnosti. Prvič, ne glede na to, ali gre za substančno ali aktivnostno odvisnost, bomo zelo kmalu ugotovili, da ne moremo brez nje, brez te substance ali aktivnosti. Ugotovimo, da se vedno znova vračamo nazaj k njej. Racionalno že ugotovimo, da je ne potrebujemo, emocionalno pa ne. Drugič, te vse odvisnosti, še posebno te sodobne, v katerih mogoče danes ni bila beseda, torej mobilne naprave, računalniki, televizija, ki ni več toliko v igri, ampak jemljajo nam čas in energijo, dragoceni čas in energijo. Potem nas spreminjajo duševno, družbeno in telesno, torej imajo posledice na nas. S časom, kot smo že omenili, razvijajo toleranco, torej zahtevajo čedalje več. Toleranco pri dosegi zadovoljstva ali sreče. Torej zahtevajo čedalje večje odmerke ali substance ali časa za določeno aktivnost. In kar je najslabše od vsega, čedalje manj uživamo v njih in čedalje več jih potrebujemo. Potem zatekamo se tudi k različnim obrambnim mehanizmom, da bi zanikali ali umilili našo to dejansko težavo. Najprej, recimo, pri teh obrambnih mehanizmih je najbolj značilen ta zelo primitiven, torej zanikajoči. Jaz ne, to ni moj problem. Potem gre preko tega, da drobimo te težave, da pač jih razporejamo, da jih pojasnjujemo z raznimi ljudmi, ki so na nas mogoče vplivali in tako naprej. In na koncu najhujši način teh obrambnih mehanizmov je pravzaprav mehanizem projekcije. Kadar ljudje, ki imajo te težave, pridejo do tega, da preprosto rečejo,
pa se ti imaš to težavo. Ne. Recimo najpogosteje pri mojem delu z alkoholiki je bilo to in najbolj absurdno, ko je prizadeti rekel, saj je ona žena, ne, alkoholik, nisem jaz. Ko pa sem vedel, da to ni res. Torej, obrambni mehanizmi, tako absurdni, to je značilnost res na nek način čisto podrtega psihičnega stanja zaradi odvisnosti. Ali lahko mi zdravimo te odvisnosti in kako jo sploh lahko preprečimo? A obstajajo kakšne rešitve, so kakšni prijemi, a to zmoremo sami ali skratka, kako je glede tega? Odgovor je najprej pritrdilen, seveda jo lahko zdravimo. In bom najprej povedal, kakšni so prijemi, potem pa bom nekaj rekel tudi o tem, kakšni so tudi prognoze. Najprej moramo se prepričati, da smo od nečesa odvisni. To najbolj dosežemo s poskusom. Poskusimo biti nekaj časa, ur, dni, tednov, brez te določene substance ali določene aktivnosti. Če nam ne uspe, potem je velika verjetnost, da smo mi odvisni in potem ne smemo kar tako vreči puške v koruzo. Ker to je samo dokaz, da smo od tega odvisni. Drugič, če se zavedamo, če smo že do tega prišli, da smo od nečesa odvisni in če nam tega predvsem prepričanja niso vsilili drugi, potem je čas, da se spopademo s to težavo. Zelo pomembno je pri tem, to, ko sem omenil, da nam tega prepričanja niso vsilili drugi. Iz mojih izkušenj sem videl, da če ni bilo vsaj malo zavesti pri odvisnem, da je to njegov problem, ni bilo nobenega uspeha. Prišel je, da rečem, kot kup nesreče na sestanek in je sedel tam, zato ker ga je njegova žena tja pripeljala. Torej, ustvarimo si načrt. Moramo reči sami sebi, ali potrebujem strokovno pomoč. Večinoma ja. In drugič, ali potrebujem pri tem podporno skupino. Tudi to je zelo pomembno. Moramo se zavedati, da je ta težava močnejša od nas. Razen omenjenega strokovnjaka in skupine, mi potrebujemo tudi pomoč sile, ki je močnejša od nas samih. Ne smemo se slepiti s prepričanjem, kako je le potrebno imeti močno voljo. Najbolj znani program za odvajanje od pitja, od alkoholnih pijač je načrt, tako imenovani AA načrt. To so ga napravili anonimni alkoholiki že pred skoraj 100 leti v Ameriki. V svojih osnovnih korakih, 12 je, daje največji poudarek prav na tej zavesti, da smo sami nemočni. Vključuje tudi znano molitev spokojnosti, ki približno gre takole. Bog, daj nam milost, da sprejmemo s spokojnostjo stvari, ki jih ni mogoče spremeniti. Pogum za spremembo stvari, ki jih je treba spremeniti, in modrost za razlikovanje enega od drugega. Seveda, moramo se zavedati, da bomo stvari, ki so škodljive, morali opustiti enkrat za vselej. To se imenuje popolna abstinenca ali vzdržnost. Torej, nikoli več nobene cigarete, nikoli več nobenega kozarca, pravzaprav nobene kapljice. Imel sem primere, ko so ljudje zapadali v recidiv po prenehanju pitja, ko so samo pojedli bombon iz bombonjere, v katerem se je nahajalo nekaj malo alkohola. So pa tudi stvari, ki so nujne za naše življenje in takšnih ne moremo opustiti. Ampak mi smo postali v nezmernosti njihovi sužnji. Čeprav so nam potrebne, recimo, kot so na primer hrana, tudi spolnost, tudi ne vem, karkoli drugo, pa na koncu koncev tudi uporaba teh naprav. Danes mi ne moremo večino del opravljati, ne da bi uporabljali naprave, ki so povezane z internetom. Kaj se zgodi, če ne nadziramo njih? Torej, v takšnem primeru bi se morali naučiti
drugače jesti ali pa drugače uporabljati internet in druge elektronske naprave. Morali bi si določiti čas za njihovo uporabo. Pri prehrani, na primer, določiti družbo, v kateri bomo uživali hrano. Da ne bi se prenajedali v samoti in bi nas potem malo bilo spet sram zaradi tega. Pravzaprav sram, ko omenjam, ta sram je zelo pomemben dejavnik ali pa čustvo, ki se pojavlja pri odvisnostih. In če nekomu uspe premagati to čustvo sramu, to vse, jaz mislim, da je ta na najboljši poti, da se bo pozdravil. Namreč sram preprečuje iskrenost. Sram preprečuje to, da se podaš k nekomu po pomoč. No, kot sem to vse že navedel, to je vse v povezavi z zdravljenjem. Obeti zdravljenja so tu nekje 10%. Zelo malo bi rekli. Vendar najpomembnejša je preventiva. Pri njej, kakor tudi pri drugih bolezni, lahko naredimo največ. In glede na izjavo doktorja Gaborja Mateja, ki smo jo prej omenili, da je odvisnost bolezen, ki je odgovor na človeško trpljenje, je potrebno ustvarjati pogoje za razvoj zdravih, funkcionalnih družin. Koliko so ti pogoji možni v današnjih družinah, v katerih je že itak toliko substančnih aktivnostnih odvisnosti, je pa drugo vprašanje. Tako smo se znašli v začaranem krogu, ki ga je potrebno presekati. Zato smo se tudi danes verjetno našli, da se o tem pogovarjamo. Res je. Hvala, dr. Tihomir Odorčič. Prepričana sem, da nam je današnja epizoda pomagala razumeti pomen zmernosti, ko gre za naše celostno zdravje, in da smo bili tudi spodbujeni, da jo prakticiramo. Preden pa se poslovimo, pa vas vabim, da na naslovu, ki ga vidite izpisanega na ekranu, naročite brezplačno revijo Čili in zdravi, kateri boste zagotovo našli še več informacij in spodbud. Obiščete lahko tudi našo Facebook stran Čili in zdravi. Pridružite pa se nam tudi prihodnji teden, ko bo naša tema pomen svežega zraka. Lep pozdrav! Revija Koraki do zdravja vam omogoča, da se spoznate z 8 skrivnostmi za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje. Predstavljenih 8 načel temelji na raziskavah sodobne znanosti, ki nas spomnijo na preproste korake pri zagotavljanju boljšega počutja. Naročite svoj brezplačni izvod še danes.